Kakšna je povezava med internetnim kablom in gledališčem? Precej hitra, če je kabel optični. Ne, hecam se! To ni predstavitev internetnih ponudnikov, ostanite z mano. To je predstavitev zlate paličice. Ne prav tele, to je kuhalnica, saj vidite. Tole imam v mislih. Danes lahko na spletu počneš malo da ne karkoli. Tako kot gledališče, je tudi internet prostor svojevrstne čarovnije. Marsikdo misli, da vse te spletne možnosti mlade gledalce odvračajo od obiska predstav v živo. Jaz pa mislim, da temu absolutno ni tako. Slovenski gledališki inštitut je razvil nacionalno platformo Zlata paličica, ki pa vsebuje toliko norih stvari na področju kulturno-umetniške vzgoje in gledališča za otroke in mladino, da bi se lahko imenovala tudi Zlata jama. Tukaj gor imate recimo katalog kakovostnih predstav. To so predstave profesionalnih gledaliških ustanov in profesionalcev iz vse Slovenije, ki jih je tričlanska strokovna komisija prepoznala kot kakovostne za otroke in mladino. Kar kul. To je medpodročna komisija, sestavljajo jo teatrologinja, razvojna psihologinja in pedagoginja, kar je še bolj kul. Zdaj pa, nočem se hvaliti, ampak tudi kakšna moja predstava je na Zlati paličici. Pridite, poglejmo. Aha, evo jo. Vse je tukaj gor. Kratek opis, zasedba, ampak dobro, to so stvari, ki jih najdeš povsod. Zdaj prihajamo do Zlate jame. Tule so zbrane tudi teme, ki jih predstava obravnava. Napisano je strokovno mnenje komisije, evo seznam nagrad, možni spremljevalni pedagoški programi, predvsem pa, pazite to, informacije o priporočeni starosti, možnostih gostovanja in direktna kontaktna številka producenta. In tukaj lahko najdete karkoli, pa praktično po kateremkoli kriteriju. Recimo, da iščete predstavo, katere tema je tudi strpnost. Evo, Medved in mali, točno. Spet, tukaj so vsi kontakti, vse informacije, aha, pa še pedagoško gradivo. Zdaj boste pa rekli, ampak Nik, meni sama predstava ni dovolj. Dober, ali pa kliknite na naslednji zavihek, pedagoški programi. Glejte to, tukaj gor imate 3001 možnost. Nisem jih dejansko štel, ampak res jih je ogromno. Spet lahko iščete po različnih kriterijih, tudi po regijah. Kaj? Lahko grem na vodeni ogled ljubljanske opere? Kdaj? Glej, improkulturni dan, elizabetinsko gledališče, noro. Veste kaj, jaz bom pisal na Slovenski gledališki inštitut, če lahko umaknejo te starostne okvire. Jaz bi šel na vse to. Če ste pa vi na drugi strani, torej če ste učiteljica ali pa učitelj, potem vas bosta gotovo zanimala tudi naslednja dva zavihka. Kliknete lahko na zavihek Pismenost za gledališče, tukaj so vse tekoče informacije o izobraževanjih, ali pa Kreativno partnerstvo, kjer najdete kontakte vseh gledališč in primere dobre prakse. Tako da, ko vam bo naslednjič nekdo rekel, da internet uničuje gledališče, veste, da samo še ni našel Zlate paličice. Pa ne verjemite mi na besedo, potipkajte zlatapalicica.si v vaš brskalnik in vse vam bo jasno. Gledališče še nikoli ni bilo toliko dostopno.